V 14. kolu prve lige Telekom Slovenije so Domžalčani gostovali na koprski Bonifiki, kjer se v zadnjem obdobju odlično počutijo, saj so brez poraza že skoraj leto in pol. Trener Simon Rožman je v primerjavi z zadnjo prvenstveno tekmo proti Rudarju v udarni enajsterici opravil 3 zamenjave. Kaznovanega Marka Alvirja je zamenjal Žan Majer, poškodovanega Denisa Haliloviča Miha Blažič, po odsluženi kazni pa se je na desni bočni položaj vrnil Matija Širok. Prvi polčas so sredine igrišča začeli dvakratni državni prvaki, ki so tokrat zaigrali v modrih dresih. Prvo priložnost na tekmi pa so imeli rumeni Koprčani, Ibričič za Pekjusona, ta pa natančno v spodnji desni kot nemočnega Dejana Miliča za vodstvo Kopra že po 65 sekundah tekme. Hitro vodstvo domačih Domžalčanov ni zmedlo, v 18. minuti prva priložnost tudi za modre. Balkovec v sredino, Slobodan Vuk prvič, Slobodan Vuk drugič proti Balkovcu, ta močno zvoleja čez gol Kopra, toda kot za goste. Kot je izvedel Jure Balkovec, v kazenskem prostoru je gol dosegel Miha Blažič, ki pa je pri strelu z glavo storil prekršek. 23. minuta, nov kot z desne strani, Balkovec v sredino, Slobodan Vuk je žogo prepustil, Vasja Simčič pa se je izkazal z odlično obrambo, sledil je nov kot, Balkovec, Žinko je pustil do Matjašiča, ta pa je zadel domačega branilca. V 30. minuti Repas za Široka, predložek v sredino, Matjašič je poizkušal s peto, toda preslabo za Simčiča. 38. minuta, ukradena žoga na polovici Kopra, Širok v sredino, Vuk je podaljšal, Matjašič streljal, Vasja Simčič je odbil v kot, kot je izvedel Žan Majer, podal na drugo vratnico, tam je bil Gaber Dobrovoljc in Domžalčani so v 39. minuti izenačili na 1:1. Drugi gol Dobrovoljca v letošnjem prvenstvu, tretji v sezoni, enkrat je zadel tudi v kvalifikacijah za Evropsko ligo. In še 45. minuta, Vuk za Balkovca, Majer z odlično podajo proti Horvatu, dvojna podaja z Matjašičem, močan strel Horvata, žoga je zadela domačega branilca in v loku preletela vratarja Simčiča za vodstvo Domžal z 2:1 ob koncu prvega polčasa. Torej preobrat dvakratnih državnih prvakov, domači trener Igor Pamić pa je med odmorom storil prvo zamenjavo, na mesto Ivorja Horvata je vstopil Jan Adrejašič. Prva priložnost v drugem polčasu že v 33. sekundi za Koper, poizkušal je Pranjič, odbil je Milič. Na drugi strani v 51. minuti najprej Majer, potem Vuk, poizkušal je še Horvat, toda na golovi črti je gol preprečil Sikošek in potem tudi Simčič, ki pa je bil povsem brez moči v 60. minuti. Lepa podaja Balkovca z prostega strela na pravem mestu, še drugič na tekmi Gaber Dobrovoljc in Domžalčani so po uri igre vodili s 3:1. 70. minuta, borbenost Vuka, nadaljeval je Volarič, podaja do Široka, na prvo vratnico je poslal predložek Primorec, Vuk je streljal z glavo znova na pravem mestu Vasja Simčič, ki je imel polne roke dela. V 75. minuti nov napad Domžalčanov, Vuk na desno stran proti Volariču, podaja do Široka, ki je dolgo časa čakal na svoje soigralce, potem pa našel Husmanija, ki je streljal mimo desne vratnice. In še 90. minuta, v akciji Daniel Pranjič, ob Husmaniju je uspel poslati predložek, do strela z glavo Park in Milič čez gol, ostalo je pri zmagi Domžal s 3:1. Iskrene čestitke fantom, jaz mislim, da smo nekako zelo slabo štartali v tekmo, bom rekel, ta prvi zadetek nas nekako ni vrgo iz tira. Jaz sem zelo vesel, da smo nekako pokazali svoj karakter, svojo vsebino nekako skozi vseh 90 minut. Mislim, da smo povsem zasluženo zmagali, tudi drug polčas nekako z naše strani napadalen, mogoče z malo večjo kontrolo in na koncu bomo rekel spet nekako osvojili 3 točke in bomo rekel še enkrat iskrene čestitke fantom. Nova zmaga je Domžalčane še utrdila na 3. mestu prvenstvene lestvice. Naslednja obveznost pa jih čaka že v torek ob 17:15, ko bodo v športnem parku Domžale odigrali povratno tekmo četrtfinala slovenskega pokala proti Krškemu. Prva tekma na stadionu Matije Gubca se je končala z zmago rumenih z 2:0.